No, jaz bi vam danes, kad je bilo najavljeno, predstavil keramične zaklade Škofjeloškega muzeja. To si vede samo del teh zakladov, ki jih tukaj hranimo, da ne bo pomote, ker vseh dele na tem mestu ne bi mogli predstaviti, ker jih je preveč. V glavnem, mi smo postavljeno razstavo Katalog slovenskih glin, ki si jo da še zdaj ogledati, in v okviru te razstave smo v Loškem muzeju pripravili izbor najrazličnejših keramičnih izdelkov iz obdobja srednjega in novega veka, ki so jih prebivalci Škofje Loke in okolice uporabljali v vsakdanjem življenju pri vsakodnevnih upravilih in so jim omogočali lažje in kvalitetnejše življenje. Zdaj, če povemo nekaj nasplošno o zgodovini keramike, ker keramika ni obstajala od zmerja, tako da v glavnem v mlajši kameni dobi so se ljudje ustalili na področjih z rodovitno prstjo. In takrat so ob stalnih naseljih, ob začetkih živinoreje in poljedelstva, so se pojavili tudi prvi preprosti keramični izdelki iz žgane gline. Med njimi je bilo tudi najrazličnejše prostoročno posodje, ki je olajšalo pripravo in shranjevanje hrane. Na ta način je glina je v bistvu sedimentna kamnina, sestavljena iz drobnozrnatih mineralov, vstopila v naš svet in postala človekov vsakdanji spremljevalec, tako rekoč od zibelke do groba in celo na poti po smrtno življenje. Zdaj z razvojem peči za žganja in pa uvedbo lončarskega vretena se je pa tehnologija izdelave keramičnih izdelkov vse bolj izpopolnjevala. Ob inovativnosti proizvajalcev se je povečal tudi nabor keramičnih izdelkov, spretnost mojstrov se je pa odražala tudi skozi bolj zahtevnih načinih okraševanja. Tako da že v času antične Grčije, predvsem pa v rimskem obdobju, je ta vsestranska keramična proizvodnja dosegla industrijsko raven. Tako da so v bistvu ogromne delavnice so potrošnikom po vsem imperiju zagotavljali številne tipske in cenovno ugodne izdelke. Zdaj, proizvodna in vsesplošna uporaba najrazličnejših keramičnih izdelkov se je pa nadaljevala seveda tudi v srednjem in pa v novem veku. Glina je bila še vedno cenovno najugodnejši in široko uporaben material, zato so bili vsaj osnovni keramični izdelki razmeroma poceni in tako na ta način dostopni tudi ekonomsko šibkejšim slojem prebivalstva, kar je bilo zelo pomembno. Zdaj, najširše uporabljeno seveda je bilo kuhinjsko oziroma ognjično posodje, ki je služilo izključno pripravljanju in shranjevanju hrane ter tekočin in je bilo zato neobhodno potrebno v vsakem gospodinjstvu. In zdaj med tem, ko so se preprosti ljudje oskrbovali samo s tem najosnovnejšim za domačo rabo nujno potrebnim posodjem iz bližnjih lončarskih delavnic, so bili pa posvetna in pa cerkvena gospoda in pa seveda tudi bogatejši meščani založeni tako s preprostim kuhinjskim kot tudi bogato okrašenim namiznim posodjem. Tako da kot primer takega lepo okrašenega namiznega posodja predstavljamo posamezne primerke loške naslikane meščanske keramike iz 16. in prve polovice 17. stoletja. Pejmo zdaj ta prvi na predstavitev najdišča. V glavnem, to najdišče na Komunu, to je bilo dol na Mestnem trgu, je bilo odkrito leta 1972 in sicer pri gradnji podaljška samopostrežne trgovine na dvorišču hiše na Mestnem trgu številka 9. Zdaj, pod temi nasipi so naleteli na ostanke arhitekture in pa številne keramične in pa kovinske najdbe. Tako da pa so bile tukaj izvedena za to zaščitna izkopavanja v izvedbi Ljubljanskega regionalnega zavoda za spomeniško varstvo. Zdaj, odkriti so bili ostanki stavbe z gotskimi arhitekturnimi elementi, stavba je bila pokrita z zemljenimi nasuti in v teh tukaj noter so se pač nahajale najdbe, predvsem tam se pravi srednje novoveške materialne kulture. Zdaj, posamezne najdbe so bile raztresene po celotnem dvorišču, največja koncentracija je bila pa nekako v severozahodnem kotu dvorišča, kjer je bila ena taka odpadna jama,
3x1,20x1,80 metra. Najbogatejša je bila pa tukaj plast A, z najdbami seveda, te odpadne jame, odkoder izvira tudi večina teh najlepših najdb. Zdaj, zanimivo je tudi to, da material ni bil odvržen naenkrat, ampak se je nabiral skozi daljše časovno obdobje. In pod sterilno plastjo B se je pa nahajal kamnit tlak. Tako da po celotnem izkopnem polju je bilo pol odkritih več prečnih pa vzdolžnih zidov, ki so razmejevali notranje prostore te stavbe. Zdaj, med najdbami je bilo največ preprostega kuhinjskega oziroma ognjiščnega posodja, to so majhni in veliki lonci, bili so tudi lonci s pokrovkami, sklede, kozice, pladnji, krožniki, eni so bili okrašeni tudi z valovnico. Veliko je bilo pa tudi delo grelnih teles, v glavnem preproste, neglazirane in glazirane lončaste in oploščene pečnice. Tako da tega je res veliko. Zanimivo, da najdeni bilo tudi nekaj kovinskih predmetov, kot recimo konjska oprema, najdena so bila sedeljna stremena, pol predmeti vsakdanje rabe, kot kakšne bronaste žlice, bakreni naprstniki, pol koščene kartačke, pol deli noše kot železne pastne spone, lasni glavniki, igle, gumbi. Zanimivo, da so bile najdene tudi vile, in sicer še celo z ostankom lesenega ročaja, ker Ločani so imeli tudi še zunaj obzidja kakšno njivo, pa so pomanjše majhne kmetovali, popoldne. In pa seveda tudi veliko je bilo okovja, okn in vrat in pa celo deli okenske zasteklitve. Najdeni so bili te stekleni pihanci in pa te svinčini okvirja, v katere so se te stekleni pihanci ustavili. Odkrite so bile pa tudi večje količine živalskih kosti in školjka, kar priča o prehranjevalnih navadah tedanjih meščanov. Druga zgodba, ki je bila pa tukaj najdena, je pa namizna, gravirana in poslikana keramika, to je tako imenovana loška slikana meščanska keramika. Zdaj, kaj sploh je loška slikana meščanska keramika? O tem smo že nekaj povedali, bilo je tudi že nekaj napisanega, ampak vse gliha. V glavnem, to je kvalitetno namizno posodje, izdelano na lončarskem vretenu iz bledo-rumene gline, okrašeno pa v tehniki graviranja in pa slikanja. Zdaj, sama tehnika izdelave je potekala po naslednjem zaporedju. Ta prvi je lončar oblikoval posodo na lončarskem vretenu. Pol je sledilo oblivanje posode z belo engobo, pa so počakali, da se je to posušili, pa so pa urezvali oziroma gravirali okrasne motive v to engobo, to je bilo lahko z ostrim mošilom ali pa s kakšno deščico, to je bilo čisto odvisno od namena, ki so ga želeli doseči. Pol so naprej poslikavali te gravirane motive, pol so še enkrat vse skupaj sušili, pol so pa žgali v lončarski peči. In pol po tem žganju so nanesli brezbarvno glazuro in pa pol ponovno žgali še enkrat in seveda pol počasi ohlajali, zato da glazura ni razpokala. Oblike posoda so recimo krožniki, to so plitvi pa globoki, pol so razne velike in majhne sklede in pa tudi veliki pladnji. Tako da se pravim, tega je kar precej. Zdaj, tehnika krašenja, kot smo že rekli, je v glavnem vrezovanje oziroma graviranje in pa slikanje, lahko so se pa omejili samo na slikan okras, tako da niso nič gravirali. Pa se pravi, zmeri bil okras prevlečen z brezbarvno glazuro, to zato, da se je pač dalj časa obdržal. Zdaj, kjere barve so se uporabljale? Barve so bile pa predvsem modra, vijoličasta, zelena, oranžna, rumena in pa bela. Razne odtenke so pa dobili pol še na ta način. To so bile v glavnem te zemeljske barve, pač te barve, ki so se pač najlažje dobile. Drugače pa se pravim, odtenke so dobivali pa pol z mešanjem teh osnovnih barv, a ne pa z nanašanjem gostejše ali pa redkejše osnovne barve. Zdaj, motivi. Motivi so rastlinski, geometrični pa živalski. Rastlinski motivi so razne vitice, listi, cvetovi, plodovi. To je čisto odvisen, se pravim, to je najboljš priti pa si pogledati v živo, ker te stvari so najbolj izpovedne, če jih na ta način vidite. Pol recimo pa tak razne rozete, pol od živalskih motivov srečamo recimo najpogosteje ribe,
ptiče, med ptiči so predvsem perutnina, recimo petelini, kakšne kokoši ali pa golobi. To je zanimivo, to se zelo široko pojavlja. No, najpogostejši od vseh so pa geometrični motivi. Tukaj so pa lahko enostavni koncentrični krogi, polobrobne pletenice, ki so lahko s krožnimi ali pa z ovlatimi linijami, pol so sledja črt, pik, cikcak ornamentov, trikotnikov, kvadratov, rombov, mrež in pa kombinacij teh in pa podobnih motivov. Tako da je res ta okrasni diapazon, no, to je res bogato na tej loški slikani keramiki. Pol se pravi, kot sem že rekel, ponekod so se omejili samo na slikan okras, ohranjeno imamo tako ogromno skledo iz Poljanskih vrat. Tukaj pri Poljanskih vratih je bil pa mestni jard in to skledo je nekdo vrgel dol in je bila v bistvu čist cela najdena v zasutju tega jarka. Pol recimo pojavljajo se tudi črke, posamezne črke, abecede in pa seveda krožniki pa pladnji z letnicami. To imamo pa tudi 4 primerke, to je pa čudovito, se kaj takega najde, ko imaš lepo letnico izpisano gor, tudi stvar ni problematično zadatirati. To je pa sploh za arheologe poseben juhuhu. No, pojavljajo se pa tudi doprsni portreti, sicer te stvari so redke, v glavnem izraznost vseh teh motivov nekako sega od realističnih do stiliziranih prizorov. Zdaj, namizno gravirano in poslikano posodje, če čisto na kratko povzamemo zgodovino te zadeve, v glavnem v 9. stoletju nekje se pojavi v Perziji. In pol na Siciliji, recimo 12. pa prva polovica 13. stoletja, je že v Italiji, na Siciliji pa nekako v 12. stoletju tudi kot import iz Bizanca. V 14. stoletju se pojavijo pa že delavnice v severni Italiji, in te lončarske delavnice, delujoče na celotnem Apeninskem polotoku, s to gravirano in slikano keramiko zalagajo celotno tržišče Sredozemlja in pa celinske Evrope. Ker ta gravirana keramika je bila še posebej priljubljena v času renesanse 15. in pa 16. stoletja. Nanjo naletimo na številnih najdiščih na Primorskem in pa v kontinentalni Sloveniji. Če sam par takih primerov povem, pač pri nas v Log, pol v Ljubljani, v Kranju, v Polhomogradcu, Celju, pa zdaj z novimi raziskavami še verjetno marsikje. Ker nekaj se moramo zavedati. Proti koncu 15. stoletja se je zelo dvignil standard slovenskih meščanov. To je opazno v arhitekturi. Vidimo, da so takrat se pojavljale številne prezidave v smislu lepšega in udobnejšega bivališča. In vidno je pa to tudi pri uporabi vseh teh različnih prestižnih predmetov za vsakdanjo rabo. Gravirano in poslikano posodje postane v tem času renesanse pravi modni krik in zato tudi strašno zaželena dobrina. In zato pride tudi do enega zanimivega fenomena, do lokalne proizvodne tega tipa keramike. Ker nekako konc 16. po 17. stoletju nekako opažamo odsotnost italijanskih tipov graviranega keramičnega posodja na slovenskih najdiščih. Glih velike količine gravirane keramike v Ljubljani in pa loške slikane meščanske keramike v Škofji Loki pa govorijo v prid tej tezi o domačih delavnicah. Namreč te domače delavnice so začele nekako pod vplivom te italijanske keramike izdelovati neko svojo sintezo te keramike in jo začele prodajati. Ker to je bilo pač bistveno cenejši, kot pa tisti direktni italijanski importi. Zdaj, velike količine namiznega in graviranega posodja v Škofji Loki, pa močna lončarska tradicija, ki je izpričana že pred ustanovitvijo ceha lončarskega leta 1511, to vse govori pri tej teoriji, da so loško slikano meščansko keramiko delali tudi v Škofji Loki. Loka je bila tudi prek Poljanske in Sevške doline s trgovskimi potmi zelo močno povezana s severnoitalijanskim prostorom in morate si misliti, da poleg trgovcev z blagom
so po teh poteh potovali tudi tuji mojstri, izdelki in pa nove tehnologije. Ne. Izjema sigurno niso bili niti lončarji, tako da pri lončarjih pa pri vseh teh, mi vemo, pri cehovskih, da je bilo učno potovanje v tujino, poleg drugih zahtev, pogoj za opravljanje mojstrskega izpita. Ne. To je bilo čisto pri vsakem cehu na ta način. In zaradi tega so pač oni, to je bilo v bistvu, kako bi rekli temu, kot ene vrste industrijska špionaža. Ti si šel na tuje, zato da si dobil tam neke nove, ti si nekaj pokopiral, pa videl to, in si prišel pol domov in si probal to narediti. In si tam tisti lokalni mojstrskih krog so se zbrali vsi, ki si bil ti na izpitu, so rekli, wow, kva je naredil, kva se je naučil, super, pa so ga štempljali, pa so imeli še enega mojstra več. Na ta način so se pač oplajali z raznimi idejami. Zdaj, namen loške slikanje meščanske keramike, kaj je bil? V bistvu je bil prva stvar je bil serviranje hrane, druga stvar je bil pa tudi obdarovanje. Ker preprosti ljudje, kot smo že rekli, so se oskrbovali samo z najosnovnejšim posodjem. In zato tudi recimo kuhinjsko oziroma ognjično posodje je bilo skromno okrašeno, v glavnem neglazirano in se je uporabljalo za kuhanje in shranjevanje hrane, začimb in pa tekočin. Namizna keramika, smo pa rekli, bila pa luksuzno okrašena, bogato poslikana in je služila serviranju hrane in pijače. Ker namizno posodje se tudi loči, glede na dragocenost in bogatstvo ornamenta. To lahko razdelimo na posodje za vsakdanjo rabo in pa luksuzno posodje, ki je služilo samo odličnejšim priložnostim in so ga prinesli na mizo samo ob določenih slovesnostih, praznikih in pa obisku kakšnih posebno uglednih gostov. Zdaj, namen takšnih prezentacij dragocenega posodja je bil narediti vtis na gosta in hkrati poudariti seveda tudi gospodarsko moč lastnika. Kako so pa recimo pokazali to posodje? To je bilo pa na dva načina. Lahko so gosto postregli, ali je bilo pa razstavljeno na posebni mizi ali pa skrinji, zraven pogrnjene mize, za katero so gostje sedeli. Pač, kot smo že prej omenili na hiter, namen luksuzne keramike je bilo pa tudi obdarovanje, ker iz pisnih virov je znano, da so se recimo ob rojstvu, krstu, sklepanju zarok, pogodb, pol tudi ob porokah, pa v bistvu obiskih uglednih gostov obdarovali s takim dragocenim posodjem. Tudi recimo pri nas, ko imamo v zbirki, tisti doprsen portret ene ženske v profilu, tisti krožnik sigurno ni bil, da bi jedli z njega, ampak je bil tako, je bil nekje na stenu obešen, ali je bil nekje postavljen, ali je bilo to eno darilo, to je bilo sigurno, ker je pa se pravi preveč prestižen. Keramika se je uporabljala tudi za druge namene. V glavnem, ker v srednjem veku po domovih niso imeli električne razsvetljave, so temu preganjali tudi ob pomoči keramičnih svetil. Imamo eno čudovito svetilo, ki je kombinacija v bistvu svečnika pa lojenke. Pol imamo recimo lojenke iz bukovšce. Pol recimo skledasto, tako okroglo skledasto lojenko iz tudi stolpa na Kranclu, to je spet z grajskega konteksta. Ena je bila pa odkrita krasna tamle na Pepetovem klancu, tisto smo pa dobili čisto na dnu sonde in je bila pa v bistvu čisto odlično ohranjena. Jo ni bilo treba čisto nič popravljati, je še taka, kot se je nekoč uporabljala. Ker loj je bil najbolj tako svetilo, v bistvu material, da so si lahko svetila, to gre pač za živalsko maščobo, ki so jo pač dali tle noter v posodo, pa so dali še sten zraven, in to so pržgali in to je počas gorel, sila se je kadil, cvrčalje, pa tako, pa smrdelje, tako da ni bila to kakšna posebno ekološka razsvetljava, ampak bilo je boljš kot nič, bilo je zelo pocena in nekako je svetila. In tisti, ki si drugega niso mogli privoščiti, so pač si svetili na tak način. Zdaj, v hladnejših letnih časih je bilo treba poskrbeti tudi za ogrevanje bivalnih prostorov.
V preprostejših hišah so imeli ognjišča, premožnejši prebivalci Škofje Loke so si pa prostore ogrevali tudi z lončenimi pečmi. In mi imamo kot dokaz tega, smo na številnih najdiščih, se pravi, tako na vseh gradovih treh, kot v mestnem kontekstu našli številne lončaste in oploščene pečnice, ene so tudi zelo lepo okrašene. No, zelo zanimiv je pa en keramičen primer, ki ga bomo pa danes majčkeno bolj na dolgo obdelali, gre pa za v bistvu, lahko bi sodil v kategorijo keramičnih izdelkov namenjenih za industrijo, ker gre za posebno posodo in sicer dvodelno keramično retorto. To vrstne retorte so pri idrijskem rudniku uporabljali za pridobivanje živega srebra. Stalni dobavitelji so bili pa prav loški lončarji, ker so bile njihove retorte tako kvalitetne, da so zdržale več zaporednih žgan, pred njih je bilo treba nadomestiti z novimi. Zdaj, če povemo samo nekaj na kratko o rudniku živega srebra v Idriji, ta rudnik je bil po količini pridobljene kovine drugi največji rudnik na svetu, takoj za španskim Almadenom. Obratoval je tudi zelo dolg, in sicer od leta 1490 do leta 1988. In v tem času so v Idriji proizvedli 107.692 ton živega srebra, to bi bilo približno, bi napolnili s tem 2 olimpijska bazena. Zato, da so pa toliko živega srebra proizvedli, so mogli pa odkopati 12 milijon ton rude. Živo srebro se v idrijskih rudninah pretežno nahaja v obliki minerala cinabarita. Rudo je pa treba, da dobiš, da je ta živ srebro ven, ga je pa treba segrevati, ta cinabarit najmanj na 600 stopinj. In pač za to žganja, cinabaritne rude, so pa uporabljali v Idriji različne postopke. Zdaj, na začetku so žgali rudo v kopah. To si morate predstavljati, to je bila taka kopa, kot je še danes, vidite, recimo, lih tak narejena za pridobivanje oglja. V bistvu delali so to v gozdu, tam, ki je bilo ponavadi, tam, ki je bilo dosti lesa, pa kakšna jasa, pa voda je mogla biti zraven. To je fajn, da so lahko kopo hladila. Te kopišče so prekrili z glino in jo zelo dobro steptali. To je bilo pa zelo pomembno. Tukaj je bilo posebno, zato je mogla biti spodaj trda steptana glina, da živo srebro ni pol promicalo v zemljo. Pol na to kopišče so naložili več plasti lesa, pol gor so navozili rudo, pol spet prekrili z lesom in kopo proti vrhu stožčasto zožvali, in na koncu so pa celo kopo prekrili z zemljo. Potem so začeli žgati in tako so mogli gledati, da se je to žgali počas, pa da so v notranjosti dosegli vsaj 600 stopinj Celzija. Pol po koncu žganja so kopo ohlajali več dni. Po so seveda kopo podrli in iz vdolbine na tleh, ki so jo naredili, tam so steptani, so naredili pa še tak kedlavor, in z tiste vdolbine na tleh so pol enostavno pobrali ven živo srebro. To si morate predstavljati, da je bil strašansko potraten način žganja živega srebra, ker veliko ga je ostaja še v rud, ogromen ga je shlapel v luft, ogromen se ga je pa tudi tako porazgubil, ki je dol tekel, pa vstal noter v teh oblogah, pa na vseh koncih. Zato so že od začetka težili, da bi izpopolnili ta postopek žganja. Zdaj, to je bila pa ta izum, in sicer žganje v glinenih posodah. Prvi začetki, najzgodnejši sodijo v leto 1494, tukaj so pol prebrano pa sprano rudo, so jo že boljš obdelali, so zdrobili na zrna in natlačili v te lončene posode, tam dol je ena razstavljena. Lončene posode, ki so bile sestavljene iz vrča tega zgornjega in pa tega podnožja. Vsak vrč je šlo približno 1,5 kila te zdrobljene rude in na koncu, ko so jo natlačili do konca, so jo zatlačili še z mahom, vrč obrnili okrog, ga povezali na podnožje in stik med vrčem in podnožjem so pa zamazali z glino.
Zdaj spet nekje na jasi v gozdu ob vodi so postavili eno ob drugo, ravno je mogli biti seveda, če ni bilo, so poravnali, eno zraven druge približno 1000 posod. Niso se smele dotikati, to je mogli biti, ne vem, vsaj en tokle vmes, tam 10 do 15 cm. Zdaj prostor med posodami so zasuli v spodnjem delu z mešanico pepela, zemlje in lončinga drobirja in pa še prikrili zemljo pa peskom. Podložno posodo, tisto od spodaj, so zasuli v celoti, žgalno posodo pa nekako do približno 10 cm nad stikom med pač to spodno posodo. Na vse to so pa nasuli lesen drobir pa oglje in med posamezne vrste retort in čez vse ognjišče so pa položili debelejši les. Ta debelejši les se pa žgalnih posod ni smel dotikati, zato ker tisto bi bilo pa pol prehuda. No, in to, da je tako pripravljeno ognjišče, so pol počasi zažgali z različnih koncev. In rudo so žgalca, nekako seveda 600 stopinj je bilo treba doseči, cel postopek je trajal nekako 12 do 24 ur in hlapi živega srebra so pa zaradi teže in pa razlike v temperatura prešli z vrča prek te zapore z mahom, v bistvu v spodnji del posode in se seveda tam je bilo pa hladnejši in so se utekočili. Tako da po končanem žganju so pa ogenj pogasili, pa začeli s hlajenjem, ker to je lahko trajalo več dni, zato ker če bi to na hitro ohladili, pač bi bile zgube seveda spet pri živemu srebru večje, ker se ne bi ves utekočinil, pa še vrči bi verjetno popokala, ker to se mora keramika ali počasi ohladiti. Zdaj na ohlajenem ognjišču so pa v bistvu začeli tako rekoč z izkopavanjem teh vrčev, enega za drugmo, in so to vsako očiščeno in pa ohlajeno ta žgalno posodo so pa ločili tako, da so tisti, ki bi glineno obrobo so odstranili, vzeli ta zgornji del stran in odlili pač živo srebro pa ven, pač v ene večje lonce, in pol so seveda to šlo pa naprej v kozje ali pa v ovčje mehove, v tem so pa živo srebro pač tovorilo okrog. Med leti 1510 pa 1562, ko so rudo žgali v teh lončenih posodah na prostem, tukaj v Idriji, je proizvodnja živega srebra zelo nihala. In sicer od 10 do največ 223 ton živega srebra na leto so pridelala. Zdaj za povprečno proizvodnjo 105 ton živega srebra so pa letno nucali 50 do 60 tisoč glinenih žgalnih posod. Poraba posod je bila izjemno velika, zato ker uporabili so jih lahko največ 3-krat, ker številne posode so zaradi vročine so počele že po prvem žganju. Tako da do leta 1621 pa v Idriji kljub velikemu povpraševanju ni bilo nikakršne domače lončarske proizvodnje, zato so bili odvisni za te lonce od drugje. In kdo se je tukaj znajdel? Tukaj so se pa znašli loški lončarji. In v 16. stoletju so pri nas nabavljali te lonce in sicer v Škofji Lok in v okolici. Sicer okolica, to je mišljena še Stara Loka, pa Bitne, pa kaj gor skozi, nekako do Stražiša. Od leta 1600 dalje so si pomagali tudi še z lončarji z Brezi, Ljubnega pa z Radovljice, zato ker enostavno teh loncev bilo treba toliko zagotoviti. Tako da proizvodnja v Škofji Loki je v bistvu že v tistem času dosegla praktično industrijsko raven. Tako da leta 1604, tudi to imamo podatk, so recimo 3 lončarji s pomočniki v enem mesecu bili sposobni izdelati 6000 posod. Lončene posode je bil pa zdaj spet problem, je bilo treba pa spraviti v Idrijo, na kakšen način? Ja, tovoriti jih je bilo treba, zato ker ni bilo ene urah cestne povezave. Idrija je sodobno cestno povezavo z žirmi pa tle gor čez dobila šele leta 1927, tako da je bilo treba vse tovoriti po teh poteh, in to so tovorili loški podložniki s konji. Tako da v enem tovoru je bilo približno 100 posod, letno je pa predstavljalo to do 500 in pa še več tovorov.
No, približno do leta 1626 so pa vzpostavili lastno lončarsko dejavnost v Idriji, in idrijski rudnik je na ta način odpravil monopol tujih lončarjev, tudi loških. Ker majčkim kasneje, po leta 1648-49, je pa prišlo do dokončnega preobrata. Tukaj so pa na mest glinenih retort pospešno začeli uvajati železne žgalne lonce. In seveda zato ti niso bili več potrebni. Ampak zaradi odpora rudniškega uradništva in rudarjev do uvajanja novega postopka, se veste, vsaka novotarija izzove določeno obliko revolucija. In pa seveda tudi te železne retorte so bile na začetku precej slabe kvalitete, sta še predsi časa potekala istočasno stari in pa novi postopek žganja, kar nam pove tudi podatk, da je konc leta 1652 rudniški upravnik naročil 15.000 lončenih posod. To pomeni, da je še kar velik delež bil pač te stare proizvodne. Zdaj, zadnji vnizek pa mislim predstaviti je pa ta sanitarna keramika. Tukaj gre pa za glinene vodovodne cevi, odkrite so bile na številnih najdiščih v okolici Škofje Loke. V glavnem, že v rimskem času so za distribucijo vode končnim uporabnikom uporabljali cevi iz lesa, keramike, brona, kamna in pa svinca. Lončene cevi so veljale za zelo ekonomične, niso prepuščale vode, preproste so bile za popravilo in pa predvsem zdrave. Tako da v rabi so bile za vodovode manjših naselbin, pol tudi namakalne sisteme, odvodnavanje deževnice in pa seveda specialno za napeljavo vroče vode, tam kjer so bile kakšne terme pa kakšne take stvari, ker so pač to prenesle. Zdaj, če pogledamo malo najdbe glinenih vodovodnih cevi na Loškem, tukaj so bile najdene v Kulnu kola. Recimo na Prvasi Trne so bile najdene, so kopali za vodni zbiralnik že leta 1969. Takrat je bila odkrita vodovodna napeljava iz 8 glinenih vodovodnih cevi, ki je potekala tle dol iz zajetja za severovzhodnem delu Puštala in je tukaj namreč izvirenega zelo močnega studenca, ki ne presahne niti v najbolj sušnih poletjih, in je še danes vključen v vodovodno omrežje. In od tam dol je bila ta vodovodna napeljava speljana proti vasi. Pol leta 1997 je Janez Arhar na Trnu, to je vas dol pod Puštalom, najdel spet 8 glinenih vodovodnih cevi, ki je skopal okrog hiše. Tako da te so bile zelo zanimive, imamo take rumenkasto rjave do rdečkaste barve, grobe fakture, zelo med temi cevmi pa izstopa ena cev, ki je pa temne, skoraj črne barve, na sredi ima pa okroglo luknjo in pa glinen zamaška. Zdaj, zakaj je bilo to važno? To je bilo važno zato, da če je bil pač linija, da si ti lahko pogled, če pač voda ni tekla, si lahko pogledal tam not, je kaj za basa, tukaj še teče, dobro, v redu, pa šel pa s tam dol nižji pol po kopu, pa tam, ker to je bilo treba ti vodovode zmeri kaj pucati pa popravljati. No, leta 2001 je bil ta spodnji sosed od Janeza dol 100 metrov nižji, je tudi kopal po dvorišču in je najdel spet več metrov glinene vodovodne napeljave, ki jo je pa žal že pred našim prihodom uničila. Tako da mi smo pol dobili samo še 2 trdo spojene cevi, pa gor v smer proti više ležeči Janezovi parceli, tam smo pa naredili pol terensko akcijo in smo dobili in situ 137 cm vodovodne napeljave in sicer sestavljene iz 6 glinenih vodovodnih cevi. Nehati smo pa pol z izkopom mogli zaradi tega, ker je bila tam ena skladovca drv, in pa nismo mogli naprej. Pač ni bilo izvedljivo, ampak se je pa videla odprtina še naslednje cevi, tako da so šle kar noter naprej še sigurno. Recimo, če primerjamo te vodovodne cevi tukaj najdene na Trnu s temi recimo iz Emone, vidimo strašno podobnost. To so recimo tele iz glavnega trga odkrite leta 1863. To so v bistvu zelo podobne kot te iz Trna.
in pa tele, ne, s Ciril metodovega trga, ne, to je čist podobno. V glavnem te cevi s Ciril metodovega in glavnega trga so bile pripisane antičnemu vodovodu, ne, to je zanimiv. Ampak pa se je kasneje ugotovili, da to ne sodi v antiko, ampak sodi v 15. oziroma prvo polovico 16. stoletja. Tako da naše telo tudi nekaj takega verjetno datiramo, skratka, v srednji oziroma novi vek. Zanimive so pa tudi cevi, ki so bile najdene v Binklu leta 1970 na parceli Jakoba Piricha, ne, to so pa cevi, ki so pa narejene iz take mehke gline, ne, to je bila samo osamljena vodovodna cev, podobna je bila odkrita tudi leta 1983, tudi v Binklu še ena, ne, te so pa zelo podobne, kot recimo te iz Ljubljane iz Galjevice in pa še z različnih drugih najdišča, ne, kot tudi Sermina, velike vasi pri Drnovem. V glavnem, to so pa te cevi, se pravi, tudi te iz osnovne šole mesto, pa iz Javorija, ne, kot jih imamo, in pa še ta z neznanega najdišča. V glavnem, te vodovodne cevi bi pa lahko nekako opredelili kot, morebiti niti ne antične, ampak vsaj kot pozno antične. Ne. Ker v rimskem času, ne, vemo, da tukaj na Loškem ni bilo nekih hudih urbanih centrov, ne, zgolj manjši zaselki so bili, ne, lokacije teh zaselkov so pa v glavnem neznane. Soško polje pa vemo, da so bile tukaj rimske kmetije, vile rustike, ne, tudi od Žabnice do Bitnagor skozi, ne, teh je bilo pa veliko. Ne. Ker pač polje je bilo ravno rodovitno, v vseh časih se vidite, zdaj imamo tudi naselbino z bronaste dobe, pa to pa železnodobne gomile, ne, tako da to je bilo zmeri zanimiv za naselitev in Rimljani niso bili nikakršna izjema. Ne. Tako da Loškemu zdaj hrani nekako 30 glinenih vodovodnih cevi iz stare Loke, ne, v glavnem samo iz Trna pa iz Binkla. Ne, tako da v glavnem, kot smo pa že rekli, večina tiste iz Binkla bilo vdal kot pozno antične, te druge pa sodijo v srednji in pa v novi vek. V glavnem, to bi bilo zdaj na kratko, ne, še ena taka malo bolj izčrpna predstavitev te našega doprinosa k razstavi Urbana Megušarja, ne, drugače pa razstava je še nekaj časa odprta, so sicer korona časi, ampak eden pa po eden lahko pridete pa si to pogledate. Hvala lepa.